Ne samo, da se vse več ljudi odloča za križarjenja po Mediteranu in severni Evropi. Na agencijah opažajo, da že prva takšna izkušnja popotnika tako prevzame, da to kmalu postane edini način potovanja. Iščemo križarjenje. Bili smo že do Grčije, zdaj 8 dni. Cene so namreč zelo ugodne, te se začnejo že nad 300 evri, otroci pa potujejo zastonj. A tudi drugim načinom potovanj se kljub krizi ljudje nočejo odreči. Kvečjemu mogoče bolj premišljeno se odločajo za počitnice. S tem pa tudi seveda mi pripomoremo z različnimi pogoji plačevanja in podobno, tako da jim ustrežemo dejansko na tem področju. Statistično bi lahko rekli, da jih več potuje v tujino, sicer pa iščejo, tako bom rekla, res zelo ugodne cene in pa tudi last minute ponudbe, kar pa se v letošnjem letu ni izkazalo kot najboljša rešitev. Vse več jih namreč poletni dopust rezervira že po zimi. Zdaj se nam že 3 tedne dogaja, da stranka dejansko ne more na dopust, ker je prišla prepozno v agencijo. Jaz pozivam stranke, da se še vedno najprej odločajo, naj ne čakajo zadnjega trenutka, ker so avioni polni. Najbolj priljubljene destinacije ostajajo iste. Še vedno so najbolj popularni dejansko grški otoki. Od ostalih destinacij pa lahko izpostavim Turčijo in severni Ciper. Še zmeraj pa se veliko ljudi odloča tudi za počitnikovanje na hrvaški obali, predvsem Šibenik, Biograd na moru in pač destinacije na Kvarnerju. Bolgarija je mogoče malo bolj za mladino, ker je izvenpenzionska ponudba ugodnejša kot mogoče na ostalih destinacijah. V nasprotju s splošnim vtisom turistične agencije še zdaleč ne samevajo. Povpraševanje ostaja tudi po dražjih paketih, namestitvah v hotelih s 5 zvezdicami in potovanji v eksotične kraje.